Si tudi ti podjetnik in nimaš časa in pregorevaš in ljudje te ne razumejo. Naj vam povem eno situacijo. Zelo preprosta, lahko jo delite, ni nobenih avtorskih pravic. Ena rešitev, kako spremeniti stvari iz danes na jutri na boljše in zelo v kratkem. Ko začneš posel, delaš vse sam. In potem posel raste, ko dobiš nove kupce, enostavno si upleten čisto vsako pozicijo spet sam. In dobiš nove ljudi, pa kar naenkrat rečeš, ljudje niso odgovorni. V principu pa je največji problem v tebi, da se vtikaš vsako stvar. Ok, kako zdaj to rešiti? Zaupanje v ljudi, to traja, preden dobiš. Ampak obstaja pa orodje, s katerim si pomagaš, da to dosežeš prej. Naredi organigram poslovnih funkcij. Vse poslovne funkcije v organigram in iz organigrama po vsaki poslovni funkciji definiraj procese. Zapište procese, zelo enostavno, kako se kaj počne. In takrat, ko podjetje raste, dejansko novim ljudem razložiš, ti si odgovoren za to poslovno funkcijo, si sprejel odgovornost in v tem delu mi delamo tako. Pričakujem, da boš zboljšal, poenostavil, in da boš lažje prišel do teh svojih rezultatov in hkrati boste ugotovili, da lahko vi začnete končno voditi svoje podjetje, ne pa biti suženj tega podjetja v smislu, da se vsako stvar vtikate, potem drugi ljudje mislijo, da jim ne zaupate, se počutijo nekoristne in tako naprej. Se pravi, naredite organigram poslovnih funkcij, ampak se ne rabite tako, kot v korporacijah, ko imajo poslovne funkcije, ne vem, vodja prodaje, vodja proizvodnje in tako naprej. Če imate flat organizacijo, ker ste pač majhno podjetje, je še zmeraj štos v poslovnih funkcijah, da se ve, kdo je za kaj odgovoren. In takrat začnemo ljudje sprejemati odgovornosti, ko vemo, kaj se od nas tudi pričakuje. In največja napaka danes je, da mi tega ne znamo svojim sodelavcem dobro pojasniti. Zato naredite organigram, naredite procese, začnite se držati tega in kasneje pride kultura in komunikacija, ki vam še olajša delo ali pa tudi poboljša rezultate, predvsem pa poboljša rezultate podjetja.